Torej, gospe in gospodje, dobrodošli nazaj. Upam, da je bil med odmorom čas za klepet, tudi za kakšno okrepčilo, sedaj pa nadaljujemo torej z drugim panelom. Njegov naslov je Živeti skupaj, bomo nadaljevali nekako v duhu tistega, kar so povedali sogovorniki že na prvem panelu, da je pomembno, glede na to, da so migracije dejstvo, da se pogovarjamo o tem, kdo so ljudje, ki prihajajo med nas, kakšna so njihova pričakovanja, kakšna so naša pričakovanja in kaj storiti, da bomo skupaj lahko ustvarjali družbo, v kateri ne bomo paralelno živeli drug mimo drugega, ampak dejansko skupaj. In sicer z menoj bodo razpravljali doktorica Stanka Lunder-Verlič iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Majda Naži, doktorica pedagoških znanosti in strokovnjakinja za globalno izobraževanje ter integracijo beguncev. Sicer pa ima gospa tudi zanimivo življenjsko izkušnjo, bo razložila, kako je v Siriji in pravzaprav tudi sama nekako živi to multikulturnost, o kateri bo danes govora. Gospa je poročena z gospodom, ki je musliman, pa bo morda tudi tekom razprave še kaj o svojem možu povedala. Na drugi moji strani pa gospod Matej Jakopič, vojaški vikar, zanimiv sogovornik tudi iz stališča, da je služboval na nekaterih območjih, odkudar danes v našo sredino prihajajo begunci in migranti. Pa bomo tako, kot smo začeli prvi panel, tudi drugega začeli s kratkim posnetkom. Videli boste nekaj predstavitev mnenj na to temo tudi iz Evropskega parlamenta, pa prosim za posnetek. Their stories of the war or oppression they fled are well documented, so too their long journeys to Europe. Less so is what happens next, pathways to integration in their new home, not least finding work. We see often very talented people who come here and they tell you that they're a doctor, a lawyer. They fill in a gap where there is people needed and they have the expertise, they have the experience. We need some specific programs to integrate the refugees so that these people are quickly moved from being some people that are a humanitarian cause. They need money, they need support, to be instead productive elements, paying taxes, producing economy. Why should we adapt and give up our way of life in our home territory? Why can't we demand the same from them? À travers la question, je ne vois pas et je ne reconnais pas les valeurs de l'Europe. Je ne suis pas obligée de m'adapter à la pensée des populistes, puisque ça c'est du populisme pur, mais je suis là pour pouvoir appliquer concrètement et démontrer que l'Europe c'est autre chose. Et l'Europe, c'est la diversité. L'Europe, c'est une richesse là où chacun peut se sentir libre. On prend la liberté d'expression, on prend la liberté de manifester, on prend la liberté de pouvoir appartenir à une confession religieuse. On prend la liberté, finalement, de quoi on parle. Integration is a two-way process. Once you are granted protection by a member state, after having entered that member state for protection, then you need to respect the culture and the values of the member state you are in. This is what the European Parliament says. It is what our citizens want. Terror attacks and the migration surge have given the drive towards multiculturalism in Europe new impetus. Intercultural dialogue is about talking to each other. It is about encountering each other, learning about each other, celebrating difference, finding commonality. Mass migrations have taken place in Europe for centuries. They've led to diverse, multi-religious societies. The danger now, warns one MEP, is for EU member states to close in on themselves in the face of imagined threats. We all have become more or less, at least, migration societies, and that means we have to deal with our own cultural traditions, but with all the cultures of the migrant societies and communities as well. We should not go back to nationalism. Tako, nekaj zanimivih istočnic za razpravo, pa bom začela kar pri gospe, ki sedi ob meni. Torej,
vi ste v bistvu članica tega panela, ki ima najbolj neposreden pogled dejansko v Sirijo. Vemo, tam že več let vlada državljanska vojna od okoli 22 milijonov prebivalcev, približno polovica je danes razseljena ali notranje ali v bistvu preko sirske meje, umrlo je okoli 250 000 ljudi. Pa bi vas prosila, če morda nekoliko orišete, kakšna je situacija v tej državi. Kje so pravzaprav ti neki viri teh konfliktov in pa ali morda nekje daleč na obzorju vidite tudi kakšne rešitve, kako bi se tam ponovno dalo vzpostaviti mir? Hvala za besedo, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vse vas pozdravljam prisrčno. In za začetek bi predstavila nekaj slik, ker se vedno držim tega, da slika pove več kot 1000 besed. Jaz sem se vrnila iz Sirije maja. V Sirijo hodim v času vojne, to je 5 let, 2-krat na leto. Kot vidite, sem še vedno v enem kosu. Kot prvo sliko bi vam predstavila, to je Sirija, tragika. Bi prosila kar naprej. Begunci. Treba je vedeti, da sta v Siriji 2 vrsti beguncev, in sicer notranji in zunanji. Vi se ukvarjate, oziroma mi v Evropi in mi v Sloveniji se ukvarjamo z zunanjimi. Sedaj bom povedala še eno stvar, ki bo mogoče malčkeno šokantna za vse vas. Sirska vlada, zato ker Sirija ima vlado, teh beguncev ne priznava. Zunanji begunci zanje ne obstojajo. To so pa notranji. To sta gospoda iz mesta Homs. In v Damasku sedaj živi beguncev, torej sirskih, tudi okoli 2 milijona. To je Damask, mesto, mislim, zame krasno. To je pogled iz zraka in še enkrat bi povedala, sedaj v Damasku živi okrog 6 milijonov prebivalcev skupaj z begunci. Tole, kar vidite tukaj v sredini, to je stavba sirske TV. In tukaj je prišlo že precej granat. To bi želela povedati, Damask kot mesto je cel, ampak okoliški hribi so pa zasedeni z ISIL-om. In ISIL pošilja seveda od časa do časa posamezne rakete, zlasti na vladne cilje in na televizijo. To je pa slika iz meje in sicer na libanonski strani. To so begunci. Pravzaprav so ti že srečni, ker so lahko prišli iz Sirije v Libanon. To je zelo, mislim, kako bi rekla, prehajajo po raznih poteh. Treba je vedeti tudi to, da v Libanonu živi 2 milijona sirskih beguncev. In zato se mi zdi malčkeno čudno, zakaj v Evropi se govori vedno o Turčiji. Zakaj ne govorite tudi o tej deželi? Tale slika, samo še to, potem bomo pa končali, bomo ostale slike pogledali kasneje. Tale slika, katero vidite tukaj, to pa čutim, ko prihajam v Sirijo. Ko vstopam v to državo, me vedno zajame žalost, depresija, sevina in kot vidite, je vse polno skeletov, betonskih skeletov. To pomeni, da so začeli z zidanjem, začela se je vojna in
in je vse obstalo na mestu. Sirija je zame dežela, ki je obstala nekako v svojem delu pred začetkom vojne. V bistvu se sedaj v Siriji zelo malo dogaja, čeravno je Sirija vedno v vseh svetovnih medijih. Toliko za sedaj. Hvala lepa za tale zanimiv pogled. Pa nadaljujeva gospod Jakopič z vami. Vi pa mislim, da imate osebno izkušnjo Afganistana, če se ne motim. Kako ste doživeli v bistvu ob svojem delu srečanje s težavami, ki so na teh območjih? Lepo zdrav vsem. Ja, mislim, da se je nabralo kar 6 let teh vojnih žarišč, bodi si prej še po vojni v Bosni, 2 leti pa pol na Kosovo, Afganistan, leto pa pol, Čad, Libanon, pač kjerkoli za našimi vojaki. Vedno zreš smrti in humanitarni krizi v oči. To je logično. In če lahko tukaj le dopolnim Libanon, če ima trenutno Libanon res 4 milijone ljudi in ima trenutno 2 milijona beguncev iz Sirije, procent je enostaven. In zanimivo je, da je tudi po drugi svetovni vojni iz Libanona odšlo 8 milijonov beguncev v Južno Ameriko, predvsem v Brazilijo. In če danes pogledate tudi geostrateški položaj, libanonske vode na meji z Izraelom čuvajo 3 velike brazilske ladje in 1 nemška. Ko človek tako gleda vedno tem humanitarnim katastrofam v oči, posebno vojaki, ki so po zadnji filozofiji vojevanja neka tampon cona, da si etnične strani več ne nasprotujejo, da se ne obnetavajo s kamenjem, minami ali čim podobnim. Je prav groza gledati tudi vojake, ko bi želeli pomagati tam tistemu otroku in podobno, pa ne smeš. Primer Čada. Tam smo vedno lahko metali samo prazne flaše iz, naprimer, kamiona, oklepnika, kjerkoli smo se peljali, pač takšno je bilo pravilo, to je bila misija EU-ja, to ni bila NATO-va, ne. Da ne bi koga, namreč, ker niso imeli niti teh osnovnih potrebščin, vode je bilo, ampak niso imeli kam naliti. Toliko za začetek. Hvala lepa. Pa če morda še kar nadaljujeva v bistvu z vami, da nekako najprej orišemo, kakšne so situacije, iz katerih pravzaprav ti ljudje prihajajo, ker to zagotovo njihove izkušnje v veliki meri vplivajo tudi na to, kdo so, ko pridajo med nas. Kako ste doživeli lokalno prebivalstvo, ki se sooča s temi izzivi, v bistvu z neko realnostjo, ki je za nas pravzaprav nepredstavljiva? Vojaki pred napotitvijo na misijo vedno rešijo tudi EU učilnico zgodovina, kultura, religija, običaji, o čemer tudi kot vojaški duhovniki vojakom predavamo. Ko rešijo to EU učilnico, pridajo na predavanja. Namreč ob napotitvi v okolje je temeljnega pomena poznavanje kulture in običajev. Da se vedo prav obnašati, da vemo, da smo gostje na tistem prostoru, kljub temu, da imamo večjo ognjeno moč in podobno. Dober primer prakse. Balaboluk, prva frontna linija, 6 mesecev. Živimo v bazi 60x60 metrov, noter nas je bilo enih 50 vojakov in vsaki dan hodimo na drugo stran meje, na afganistansko stran, k afganistanskim vojakom, na inštrukcije. Veliki uspeh dneva je bil, če si zaradi njihove kulture jih lahko spravo skupaj za 1 uro in da so 1 uro bili pri pouku. To je bila zmaga. Ko pa so videli, da tudi njihov imam, ki je v njihovem bataljonu in naš duhovnik, v tem primeru pač mi vojaški kaplani, sodelujemo, vsaki dan skupaj čajčkamo, enkrat na njihovi strani, enkrat na naši, pa je tudi to na nek način kupovanje varnosti. In ko so imami prišli na polnočnico, mi pa naprimer na njihovo, je tudi to
na njihove molitve, je tudi to zelo sporočilno. Hvala lepa za tale zanimiv prispevek. Gospa Lunder-Verlič, ko stva govorili pred to konferenco, sva se dotaknili v bistvu otrok, ki prihajajo sem, ki se nekako vključujejo v slovensko kulturno okolje tudi skozi šolski sistem. Dejali ste, to je področje, kjer stvari delujejo, kjer je prišlo do nekega vzpostavitve mostu med ljudmi, ki prihajajo, med učitelji in med otroci, ki so, se pravi, na tem območju že vse skozi. Pa če lahko morda predstavite, kakšen je pravzaprav slovenski model vključevanja otrok, ki prihajajo v slovenski šolski sistem, pa koliko je morda na tem področju potem poudarka na sami neki socializaciji, pa na poznavanju kulturnih in drugih različnosti in podobnosti na obeh straneh. Lep pozdrav vsem skupaj. Mogoče bi na začetku povedala, da pravzaprav v Sloveniji ne moremo še govoriti o tako imenovanem multikulturnem izobraževanju, ki je recimo v Združenih državah ali pa v mnogo zahodnoevropskih državah ima že daljšo tradicijo. Je pa res, da so od leta 2007 dalje, torej že kar lepo obdobje, da so pa narejeni osnovni temelji za tovrstne strategije. Od leta 2007 so nastale pravzaprav ključne smernice in ključne strokovne podlage za delo z omenjenimi otroci. Torej, veste, da smo se v preteklosti predvsem ukvarjali z otroci, ki smo jih poimenovali tako imenovani ekonomski migranti. Res pa je tudi, da po letu 90 za večjim številom begunskih otrok iz bivše Jugoslavije. Potrebno je poudariti, da razlika med prejšnjimi leti in sedanjimi seveda je velika, predvsem zaradi ranljivosti skupin, ki je ob sedanjem tako imenovanem begunskem valu veliko bolj izrazita in pa seveda predvsem tudi zaradi področja učenja slovenskega jezika, ker jeziki, ki prihajajo z otroci s tako imenovanim begunskim valom, nimajo značaja, kot so ga imeli jeziki, ki so jih pač govorili otroci iz bivše Jugoslavije, tako da je bilo delo z otroci na nek način v prejšnjem obdobju precej lažje, kot je sedaj, in to sedaj za učitelje in seveda za vodstvo šol pomeni dodatne izzive. Sama sistemska ureditev vključevanja učencev priseljencev v slovenski šolski sistem poteka na način, da Ministrstvo za izobraževanje vsako leto pač na podlagi sklepov internih, glede na število otrok, ki so prisotni v šolah, glede na raven znanja, ki ga otroci imajo in seveda tudi glede na njihovo obdobje, v katerem se vključujejo, torej v kateri razred otrok sodi, se dodeljuje določeno število ur. To je pač prvi bistven podatek. Zavedamo se, da teh ur je premalo in ministrstvo res intenzivno dela na tem, da se tudi to število ur povečuje. Ob sedanjem tako imenovanem begunskem valu, kot se izrazila, je pa ministrstvo preko različnih konferenc, preko sodelovanja z ravnatelji in učitelji priporočilo tako imenovan dvostopenjski model vključevanja učencev priseljencev. To je tako imenovana uvajalnica in nadaljevalnica. Torej, to ne govorimo kar tako, da bi se to pravzaprav kar na hitro nekaj izmislili. Gre za dolgoletne projekte, ki so nastali na podlagi praktičnih izkušenj. Torej, ti projekti so nastali na šolah in s pomočjo, ki pač so imele učence priseljence in s pomočjo strokovnjakov, ki se s tem področjem ukvarjajo. Torej, ta uvajalnica je pravzaprav namenjena najprej zgolj osnovnemu poznavanju šole, v katere se bo otrok vključil, vrstnikov, učiteljev, šolskega okolja, v katerem bo ta otrok prebival, potem se pa otrok postopoma začne vključevati v šolski sistem. Torej, trenutno imamo v 35 otrok iz tako imenovanega begunskega vala, govorim za osnovne šole. Teh 35 otrok je uvrščeno v 6 različnih osnovnih šol v Sloveniji. Tukaj seveda brez res intenzivnega dela sodelovanja ministrstva in šol, predvsem pa tukaj moram poudarjati šol, učiteljev in vodstvenega kadra, ki na tem področju dela, seveda uspehi ne bi bili takšni, kot trenutno so.
Ko se zaključi ta obdobje uvajalnice, se, kot sem že povedala, otrok vključi najprej v tiste predmete, kjer ne potrebujejo toliko jezikovnega znanja, seveda pa postopamo potem tudi v ostalo strukturo znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. Hvala lepa za tole. Naslednje vprašanje bo pa v bistvu bomo šli kar nekako v srž tistih pomislekov in pravzaprav strahov, ki se pojavljajo v Evropi, namreč, da gre za srečevanje dveh kultur, da smo v bistvu nekako oboji na preizkušnji, pa pojdimo najprej čez nekaj podatkov. Ob terorističnih napadih v Franciji, pa potem tudi v Bruslju je velika debata se raznela tudi glede samih integracijskih praks, ki jih v bistvu v Evropi že poznamo. Kaj je na tem področju nekako šlo narobe, da imamo danes precej jezno drugo generacijo potomcev nekdanjih priseljencev, kaj je šlo takrat narobe, kaj je morda šlo narobe tudi v samem izobraževalnem sistemu, ki ga poznamo v Evropski uniji, da se danes ti ljudje po nekaterih raziskavah še vedno bolj čutijo v prvi vrsti pripadni domovinam oziroma kulturam svojih staršev, v veliko manjši meri pa kot pripadnike evropske kulture. Potem pa imamo tukaj še kontroverznega psihologa Nikolaja Senelsa, ki ga precej citirajo vsi nasprotniki migracij, pravijo, on pravi, gre dejansko za dve kulturi, ki sta izjemno težko kompatibilni. Pa bom začela z vami, gospa Naži, in z gospodom Jakopičem. Imata oba izkušnje teh kultur. Vi pravzaprav to izkušnjo živite kar v domači hiši. Boste morda najlažje povedali, kje so tiste neke podobnosti med obema kulturama, kje so pa tiste stvari, o katerih bomo morali veliko govoriti, se prilagajati eden drugemu in ali dejansko torej lahko najdemo neke skupne točke dolgoročnega kvalitetnega sobivanja. Hvala lepa. Sicer jaz ne vem, če sem prava sogovornica za to, ker sem poročena z muslimanom že 45 let. Torej natančno za to. Živim pa v Sloveniji, živim v Siriji. Zato jaz, na primer, to, kar sem danes poslušala, pa to, kar zdaj slišim, nekako zame teh dilem ni, zato ker jaz to živim. In vedno znova, ko se vrnem iz Sirije ali pa iz arabskih držav ali iz Libanona ali pa iz zalivskih držav, bom govorila zelo odprto. Me majčkeno, kako bi rekla, strese zaprtost slovenske družbe. Po drugi strani pa mislim, da je to verjetno zato, ker smo majhni. Osnovno vodilo, mislim jaz, je v tem: čuvaj svoje in spoštuj druge. Hvala lepa. Gospod Jakopič, izvolite. V zadnjem desetletju ali pa 20 letih smo videli, da sta v Evropi propadla oba dva modela sožitja, saj pač tako jaz Evropo razumem. Prvi je bil francoski model. Videli smo, kaj se je zgodilo naprimer na ulicah Francije pred 10 leti, obračali kontejnerje, zažigali avte, razbijali izložbe. Francoski model je temeljil na potnem listu. Ko dobiš potni list, si enakopravni državljan Republike Francije. V praksi se je pokazalo, da niso bili enakopravni, zato so se ti nemiri začeli. Drugi model, ki ga sam poimenujem, je anglosaksonski. Če pa znamo London ali pa tam čez lužo, ko smo hodili v šole, vzemimo na primer Toronta ali pa bilo katerega drugega mesta. Vse je razdeljeno na četrti. Judovska četrt, kitajska četrt, ona četrt in podobno. In neki župan 6-milijonskega Toronta ne more imeti popolnega vpogleda v tisto četrt, ker se enostavno zaradi narave človeka takšna četrt getoizirala. Ratala so geta. In edini primeren Nobelov nagrajenec za mir bo tisti, ki bo izumil
tretji model sožitja različnih kultur. Tako je pač moje mnenje, a ne. Zdaj imamo pa različna mnenja, gotovo. Hvala lepa. Gospa Lunder-Verlič, vi pa morda predvsem iz šolskega vidika, katere stvari boste skušali poudariti tem učencem, pa tudi našim, zaradi tega, da bi bilo to bivanje čim lažje, pa kakšno je recimo sodelovanje slovenskega ministrstva tudi z ministrstvi držav, kjer ta integracija že poteka, kjer imajo mogoče malo več izkušenj z integracijo tega kulturnega okolja? Mogoče bi najprej izpostavila, da pravzaprav je zelo nehvaležno vprašanje in je na njega zelo težko odgovoriti, kateri model je optimalen, ki bo zagotovil res ne samo dostopnost, a veste, nekaj je dostopnost do izobraževanja, to je zelo rada poudarim, to je treba razlikovati, dostopnost od tega, da je otrok potem lahko uspešno vključen. In na Ministrstvu za izobraževanje pravzaprav potekajo res mnogi procesi, da bi otrokom na nek način omogočali uspešno delo v šolah. Ne gre za to, da jim omogočimo, da v šolo pride, ker to vemo, da imamo mi zakonsko opredeljeno. To sploh ni vprašanje. Vprašanje je procesov potem naprej. In naše skupine pravzaprav se predvsej udeležujejo različnih konferenc, ker vemo, da to je aktualna tema trenutno v Evropi. Tako da ena zadnjih konferenc, ki smo se jih udeležili, je bila na Švedskem, pa potem tudi v Dresdnu. Ena je bila predvsem na podlagi, glavna tema je bila jezikovna vključevanje omenjenih otrok in druga je bila seveda vključevanje mladoletnikov brez spremstva, za katere vemo, da so tudi posebna kategorija, s katero je potrebno poznati pravila oziroma znanje, kako z njimi pravzaprav delati in jih tudi vključiti tako v izobraževalni sistem kot na sam trg dela. Tako da Slovenija je strokovno pravzaprav ima podlago, da zagovarjamo tako imenovan integracijski model. Torej, za razliko od mnogih evropskih držav je pa dejstvo, da se države za različne modele odločajo na podlagi števila priseljencev, ki prihajajo, na podlagi njihovih izkušenj, ki so jih imeli tekom let. Torej, naš model slovenski zagovarja neko osnovno tendenco, torej res neke osnovne uvajalne postopke, to recimo v osnovni šoli traja zgolj en teden, kar je res kratek čas, in potem čim hitrejša vključevanje z vrstniki. In izkušnje nam kažejo zelo pozitivne rezultate. Torej, odmikamo se od tako imenovanih segregacijskih modelov, ki so značilni tudi za mnoge države, in uvajamo pravzaprav ves ta čas ta princip, ki sem ga omenila. Hvala lepa. Gospod Jakopič, pravzaprav ste se že sami čisto na začetku, ko ste govorili o svoji izkušnji, dotaknili dela naslednjega vprašanja. Dejali ste, ko pridemo na ta področja, srečamo se s predstavniki tudi religije, kamor pridemo. Ob tokratnih migracijskih tokovih je precej govora tudi o tem dejansko verskem vidiku, srečanju na eni strani islamske kulture in na drugi strani neke Evrope, ki vendarle temelji na nekih krščanskih temeljih. Pa me zanima, ali morda med obema religijami tukaj v Evropi poteka kakršen koli dialog, se morda tudi skupaj pogovarjate o teh različnih vprašanjih, in naj ob tem povem, da smo na to konferenco danes povabili tudi predstavnike slovenske islamske skupnosti. Žal imajo druge obveznosti, so želeli biti tukaj, pa bom torej to vprašanje naslovila na vas. Kako poteka to sodelovanje in kako tudi ocenjujete, da bi moralo potekati vnaprej, pa morda ne samo pri nas, ampak tudi v Evropi? Temelj, če je historija vite magistra, ne? Temelj civilizacije, kjer je temelj civilizacije seveda postala ekonomija, je vedno v zgodovini propadal. Temelj vsake civilizacije, vsakega naroda je kultura. Hrana vsake kulture je pa logično religija, takšna ali drugačna, kjerkoli po svetu. Zaradi tega tudi vsi politiki računajo z to religiozno dimenzijo, ker svet je bil že tudi pred Grčijo.
staro Grčijo, ko je rekel, da je vsako človeško bitje sestavljeno iz 3 delov: telesa, duše in duha. Ko neki mojemu trupeljcu fali, grem k zdravniku, pa mi to nogo naravna. Ko neki moji duši fali, grem k psihologu, psihiatru, pa mi da kakšne tabletke ali pa kakšen nasvet in podobno. Tisto temeljno v vsakem človeku je pa duhovni svet, ki mu rečemo tudi drugače, svet vrednot. In to je potem tisto gibalo, ko včasih se človek podzavestno odloči za nekaj ali pa se ne odloči. In seveda na svetu obstajajo 3 velike monoteistične religije: judovstvo, krščanstvo in islam. In kakor Judije sovražijo kristjane, češ, ker Jezus ni bil zadnji prerok, tako tudi muslimani, ki so približno 600 let mlajši od krščanstva, ne priznavajo Jezusa za zadnjega preroka, ampak logično Mohameda. Pretiranega dialoga med vsemi temi 3 religijami žal ni, čeprav bi gotovo moral biti. Mi pa tukaj na misel prihajajo besede ljubljanskega nadškofa, se mi zdi Zoreta, lani nekje novembra, ko je dejal glede integracije in glede migracij takole: če migranti prihajajo v Evropo, kako je že rekel? Ko migranti prihajajo v Evropo, če bodo s tem spodbudili zavedanje lastne identitete Evrope, potem le naj pridejo. Gospa Naži, bova nadaljevali mi dve. Kateri, prej smo slišali, pa mislim, da danes že tudi večkrat, da mora biti integracija dvosmerna pot. Kaj je tisto, kar mora biti po vaši strani in na eni strani in na drugi strani, da lahko iz tega nastane uspešna zgodba, in kako v tem kontekstu vidite neko sožitje v Sloveniji, pa tudi v Evropi med ljudmi, ki prihajajo, in v bistvu med kulturo, ki je že tukaj? Vprašanja so težka. Še enkrat povem, zame je osnova vsega spoštovanje. Spoštovanje in pa odprtost in pa sočutje za druge. Jaz bi mogoče skozi slike, lahko prosim, to še mogoče najlažje prikazala. Torej tukaj pa vidite mejo, in sicer na sirski strani najprej, potem pa na libanonski, in v bistvu tukaj je potem prehajajo v Evropo. Treba je povedati nekaj. Prvi begunci iz Sirije so takoj po vojni odšli v zalivske države s kapitalom vred. Torej ti begunci, ki prihajajo sedaj k nam v Evropo, so resnično reveži. Tukaj sem na sliki z vojaki sirske vojske. Treba je povedati tudi to, da ti fantje, kateri so tukaj pri nas sedaj, večina od teh je pobegnila sirski vojski, režimski, zato so tukaj. In v primeru, da se vrnejo, jim seveda sledijo velike kazni. Prej sem slišala pred vrati fanta in sem ga vprašala za družino v Damasku, je povedal, da so vsi zaprti. Takšne so torej sankcije v Siriji. To je sirski park, damaščanski park. Damask je prelep in večina teh parkov sedaj je, kot vidite, praznih, zato ker se bojijo raketnih napadov ISIL-a. Še enkrat povem, da je okoli Damaska, predstavljate si Pohorje ali pa tukaj Šentiljev hribe, je torej ISIL, ki lahko strelja vedno na mesto. To je tudi Damask, kar naprej, prosim. Tukaj, tole sliko pa vam predstavljam zato, ker Asad je prisoten vse povsod. In Sirija me nekako spominja na
v mojem času zvezi z Titom. Tako kot so bile slike kjerkoli, tako so Asadove slike, najdete torej vedno ob cesti, v mestu, v restauracijah, kjerkoli. Damask je mesto jasmina, tako se imenuje tudi, in ta jasmin sem posnela letos maja. Za Damask je torej značilen nežen vonj jasmina, kar je nekako v nasprotju s slikami, katere spremljamo mi na televiziji. Tole je pa tudi zanimivo za Evropo oziroma tudi za Slovence. V sirsko vojsko vabijo tudi ženske z takšnimi plakati. To pa je to, kar je prej gospod povedal. Damask je absolutno mesto, kjer vse tri vere živijo v sožitju. Judi, katoličani in muslimani. Tukaj je pogled na katoliški del. To so otroci, kateri v Damasku, to sem posnela sedaj maja, živijo tako, kot se trudijo živeti. Jaz bi vsem vam spoštovanim prinesla še eno poslanico, da tale del zaključim. Sirci si želijo predvsem miru, miru in zopet miru. Pa glede na to, da poznate situacijo, kako blizu oziroma daleč temu miru pa so? To pa ni odvisno od Sircev. To je vsa tragika. Vsa tragika je v tem, da so žrtve ne morejo vplivati na dogajanje. To smo slišali tudi v prvem delu. Pa v bistvu imam za vas še eno vprašanje. Glede na to, da torej k nam prihajajo ljudje z drugačno kulturo, želimo skupaj z njimi sobivati, pa pojdiva morda malo na področje, kaj je po vašem mnenju potrebno storiti, da na eni strani človek lahko ohranja svojo kulturo, na drugi strani pa se uspešno vključuje v kulturo države, v katero je prišel. Je tukaj ključen šolski sistem, so ključne nevladne organizacije, smo ključni vsi posamezniki, s katerimi vstopajo v interakcijo. Morda kakšen dober nasvet z tega področja? No, jaz kot stara šolnica 20 let sem učila na gimnaziji, potem sem delovala na Zavodu za šolstvo. Šolstvo ima vsekakor prvo in pa primarno vlogo. Bistveno pa je, da to, kar je gospa predstavljala, vključujete tudi starše, zato ker starši vzgajajo otroke. Kako pa v bistvu, pa bo tudi to vprašanje za vas, potem bova dali pa še občinstvo priložnost za kakšno vprašanje, kako pa odprto govoriti o stvarih, ki pa so morda precej različne, recimo o odnosu do žensk, o zadevah, ki nekako strašijo do neke mere Evropejce. Kako govoriti o stvarih, da lahko v bistvu obe strani izboljšata svoje odnose znotraj kulture druga z drugo, pa ob tem ne biti sovražen, pa vendarle ne si zatiskati oči pred izzivi, ki so lahko. Moje vprašanje, vaše vprašanje in odgovor z moje strani bo verjetno majčkeno drugačen, kot pričakujete. Jaz v arabski družbi živim, torej ne gledam to od strani, zato ker moje sorodnice živijo tam. In meni se arabska ženska v svojem domačem okolju zdi zelo zaščitena, spoštovana. Tako da težko delim to mnenje, je pa treba povedati, da pa mi to vprašanje postavljajo vedno znova. Res pa je, da pa je v Evropi življenje drugačno. Jaz bi rekla celo, pa zopet, to je, mislim, tako je moje osebno mnenje, da smo evropske ženske v nekem smislu celo bolj izpostavljene kot pa arabske ženske. Hvala lepa, pa torej podobno vprašanje še za vas, gospa Lunder Verlič. Kako boste pa v šolskem sistemu skušali krmariti med nacionalno identiteto in med
nekako našimi zahtevami oziroma našimi navadami prepričani? Najprej bi povedala, da seveda je slovenski šolski sistem skladno z zakonodajo sistem, ki je odprt, sistem, ki zagovarja osnovne vrednote, kot je že gospa povedala, in se nanašam na njo. Spoštovanje je eno od ključnih vrednot in to se pričakuje tako od otrok, tako imenovane večinske kulture, kot od otrok, ki prihajajo od drugod. Ravno tako velja to za celotno populacijo, ki je vključena v sam šolski prostor. Hvala lepa. Ja, zdaj pa smo na tisti točki te današnje debate, ki se ji potem zares reče debata. Tako da roke gor, tisti, ki imate kakšno vprašanje, pa imam že kar prvega sogovornika. Ja, gospod bo povedal svojo neposrednjo izkušnjo z marsičem, o čemer smo zdaj mi govorili, malo iz teorije. Pa gospod, kar izvolite, morda če se najprej predstavite, na to pa res ta vaša zanimiva izkušnja, izvolite. Hvala lepa. Bom stopil s tem, da bom imel pogled. Sem Štefan Murovs, ravnatelj osnovne šole Bojana Iliha iz Maribora. Pri nas na šoli je že vrsto let kar dosta otrok iz drugih držav. Trenutno jih imamo na šoli 48, da vam povem, iz vseh Amerika, Kitajska, Rusija, Kazahstan, Somali, ko imamo na šoli, bivše Jugoslavije. Tako da je to skoraj 10% otrok. Seveda zdaj, v tem času, ko je bil tale begunski val, sem dobil že februarja informacijo, da bodo v neposredni bližini so bili namreč 3 otroci, učenci, Afganistanci in se ni vedelo, ali bodo ostali pri nas v Mariboru ali ne. Seveda, ko sem pa dobil to informacijo, to sem pa dobil v začetku aprila, takrat pa dejansko smo pristopili celostno na naši šoli. Seveda prvo, to, kar je povedala gospa dr. Lunder, naj vam povem, da naš šolski sistem omogoča, da otroke, ko vključujemo v naš sistem, dobimo, ko damo vlogo na ministrstvo, odobritev 20 ur za uvajalni tečaj slovenskega jezika. To je kaplja v morje. Zato za te otroke, kateri prihajajo drugod, mora biti popolnoma drugačen pristop. Seveda, takoj, ko sem vedel, da bojo pri nas, sem poklical tudi na ministrstvo in naslednji dan sem že sedel na ministrstvu in se pogovarjal. Namreč na hitro sem napravil, ker pač imam, ker že 23 let sem ravnatelj, razmislil, kako bi to izgledalo. Seveda, vse, kar sem povedal, se strinjali in zdaj bom pa povedal, kako pač poteka pri nas. Najprej sem izbral učiteljico geografinjo, ki je pripravila program najprej za kolektiv. Da je kolektiv seznanila, kakšne so razmere v Afganistanu in na prosojnicah pripravljal za vse. Tako da sem najprej omehčal tiste, ki so razmišljali malo drugače. Na kar je bila dolžnost, povedal sem, da vsi razredniki to predstavijo otrokom na razredni uri. In tudi povedo, v katerim razredih bodo ti otroci vključeni. Zdaj naj vam povem, da so to otroci stari 13-14 let. Da so ti otroci imeli različno znanje, predznanje. Da je to en bil na nivoju, da je na nivoju 5. razreda, en z znanjem za 3. razred, en pa nepismen. In se vidi, da bi mi morali zdaj te otroke vključiti glede na starost v 7. 8. razred, je to nemogoče. Vključili smo jih samo formalno. Kaj smo potem napravili? Otroci so bili seznanjeni in seveda pedagoška služba pa pripravila poseben program. Program primeren otrokom. Seveda v začetku. To pa je bistvo, kaj sem napravil in občina mi je odobrila in ker sem ponosen na to, da mi je to uspelo. Namreč, dali so nam, odobrili učiteljico razrednega pouka z znanjem angleškega jezika, da ona dela individualno, kompletno
8 mesecev bo delala z njim, v prvi vrsti na znanju slovenskega jezika. Moramo vedeti, da 20 ur je absolutno premalo, da bi nekaj obvladali, torej govorimo o slovenskem jeziku in ta učiteljica z temi otroki dela kot neki mali kombiniran oddelek, da jih vadi, dela najprej na slovenskem jeziku, posebej otroka, ki je nepismen, da prve črke spoznava pri nas, drugi pa recimo na svojih področjih. In ti učenci si posebej počasi vključujejo tudi v same oddelke svoje. Matematiko, slovenščina recimo, malo to ne bodo, to bojo kasneje, imajo pa šport, likovna in tako naprej. Seveda, naj vam povem, da ti otroci so zelo, ko se z njimi pogovarjam, so zelo veseli, da imajo, ker je počutje na šoli zelo dobro. Učenci so me takoj v začetku začeli spraševati, kdaj bojo prišli med njih. Zato, ker 14 dni v začetku so imeli samo uvajanje, zdaj so med njimi. In jaz pa se cel čas tudi z njimi pogovarjam, to vam moram povedati. Prej, ko sem začel, pedagoška služba pri nas popravlja program za vsakega učenca tedensko, kako se bodo vključevali določenim predmetom. Ko sem se z njimi pogovarjal, so rekli, da ne znajo plavati, ker sem malo hotel vedeti, koliko oni to obvladajo. Seveda, jaz sem športnik, kaj sem napravil? Uredil sem, da so dobili kopalke, gori pri nas sem se dogovoril, da grejo v kopališče Pristan, učitelj na šoli športa brezplačno jih zdaj uči, da bodo splavali in to je nekaj, kar napravimo, da se bo oni normalno vključevali v našo okolje. Zdi se mi, da je to en pravi način. In še to na koncu, kar bi vam povedal, ko sem jih vprašal, kako se počutijo, so mi povedali, da zelo, zelo dobro, da je sicer v kriznem centru, ker stanujejo pa v kriznem centru, kar pa je absolutno skregano za tem, ker lahko so tam maksimalno 14 dni ali 3 tedne, drugače bi morali novo lokacijo poiskati in namreč so pa vedno tam. In kaj se zdaj sledi, ko sem jih vprašal, kaj bi želeli, ali ostanejo tukaj, ker vem pa, da mislijo išče, da bi šli na drugo lokacijo. Kaj so rekli? Zdaj bomo vam povedali, želeli smo iti, da je to samo mestna postaja, da želeli so iti v Nemčijo k sorodniku oziroma v Kanado. Ampak sedaj pa pravijo, da bi želeli ostati v Mariboru. Vidite, to je to. Ampak to, kar se pa govori, integracija teh otrok, če želimo, da se ne bo zgodilo kaj podobnega, kot gre drugje, potem morajo otroci dobiti občutek, da so sprejeti, da se z njimi ti pogovarjaš, to toplino morajo pa izžarevati od vseh nas. In to je priznanje za nas na šoli, da so oni sami rekli, da želijo tukaj ostati. Vidite, to je pa največ, kar je. In sem vesel, da tako razmišlja kolektiv in otroci. Ne bom govoril o enem primeru, ki sem bil tak, pa brez veze, da sploh to omenjam. In če bomo to začeli delati, boste videli, to je, se mi zdi, en pravi način. To sem mislil povedati. Hvala lepa. Hvala lepa, no to je bila pa dobra praksa iz prve roke, naj bo takšnih zgodb čim več. Mene pa zanima, če je tukaj še kakšno vprašanje. Izvolite. Dober dan, moje ime je Tadeja Dobaj, prihajam iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Mi v tej zgodbi z begunskimi otroki stopamo takrat, ko gre za njihov prosti čas. Mi namreč delamo programe prostočasne za vse otroke, že več kot 60 let, koliko obstajamo in vključujemo seveda tudi vse otroke, ki k nam tako ali drugače pridajo. V zadnjem času pa se srečujemo z eno skupino otrok, omenjenih 3 fantov, ki so bili zdaj omenjeni in hodijo na osnovno šolo Bojana Iliha, pa z eno skupino otrok, ki so iz Somalije. Skratka, prihajajo tudi novi begunci in nam se zdi pomembno, da se v prostem času tudi nekam vključujejo, da se družijo z našimi otroki. Naj povem, da so
tudi našim otrokom to zelo koristi, ne samo njim, da je o dvosmerni integraciji vse čas govora, tudi naši otroci imajo veliko od tega. Učijo se o drugih kulturah, o drugačnih razmišljanjih, vsakdanjem življenju in to bogati tudi naše otroke, ne samo te otroke, ki pridejo k nam. Zdaj, jaz, ko sem poslušala gospo iz ministrstva, da to neko sodelovanje z šolami obstaja, se mi zdi, da tega je premalo, mislim, ne vem tako natančno, koliko tega je, ampak jaz opazujem, ker mi seveda s šolami tudi sodelujemo, je teh šol nekaj, ki so tako angažirane, zato, ker imajo tako vodstvo, ki išče neke načine, neke sisteme, kako te otroke vključevati. 20 ur dodatno slovenščine, to res nič ne koristi. Ti otroci ne znajo nekateri niti besede slovenske in kar v 20 urah se slovenščino naučiti, pa potem imeti puko kemije v ne vem, 6. razredu, to pač ne funkcionira. Ne, ko je bilo prej omenjeno tudi recimo ti teroristične napadi in podobno, jaz mislim, da zaradi tega napačnega vključevanja v šolski sistem in v družbo nasploh lahko potem taki mladostniki zrastejo v nekaj, kar je polno sovraštva, tu se niso počutili sprejete in je, mislim, tu neka osnova, kjer lahko to preprečujemo, da bi se to kasneje dogajalo. Z šolami, ne, mislim, torej tiste šole, ki se znajdejo, ne, ki se znajo tega lotiti. Imamo en primer v Ljubljani, ne, osnovna šola Livada, pa hvala Bogu tudi v Mariboru. Imamo pa kup primerov, kjer pa otrok ne znajo vključevati. Tudi v Mariboru imamo eno tako šolo, kjer ne sodelujejo za prostovoljci, ki te otroke učijo v prostem času, imajo torej učno pomoč zanje, ki ne sodelujejo z društvi, ki se z njimi v prostem času ukvarjajo, ki recimo ne pustijo deklice, ker ima ruto na glavi v šolo v naravi, ker so to prevelike medkulturne razlike. To se na terenu tudi dogaja. Ne dogajajo se samo take dobre zgodbe, kot je to. In če so neke smernice prihajajo, mislim, če ste smernice napisali leta 2007, da smo 2016, ne, bi že zdavnaj morali imeti neka navodila za šole, kako naj s temi otroki delajo po nekem enotnem sistemu. Ni potrebno nekaj izumljati, nekatere prakse že obstajajo, ne? Na naši šoli tu v Mariboru pa v Ljubljani te prakse so že in lahko iz tega ven nastanejo neke smernice, da jih tudi druge šole dobijo, ker povsod niso tako odprti, medkulturni in ne vidijo v tem priložnosti kvečemo oviro in to katastrofa za te otroke. In še enkrat, danes smo tukaj predvsem prišli iz Maribora zato, da apeliramo res na tiste, ki odločate, da teh 3 afganistanskih otrok se ne preseli v nek drug center, glede na to, da so se zdaj tukaj zelo integrirali že, da nas poznajo, da hodijo k nam na prostočasne dejavnosti, da se v šoli za njih veliko dogaja, da prostovoljci za njih skrbijo in jim nudijo učno pomoč, da bi to bila res katastrofa, da se zdaj ti otroci preselijo v en drug mladinski center, nekam v Postojno, ko so končno tukaj zaživeli. Za vse nas je to stres se nekam preseliti, kaj šele za te otroke, ki so Bog ve kako, z kakih okolij in ozadij so prišli in so tukaj brez staršev. Hvala. Hvala lepa. Ja, gospa Lunder Verlič, se mi zdi, da ste bili kar nekako izvani s temle mnenjem, pa bi prosila za par pojasnil, morda tudi razlag, če določene informacije do terena še niso prišle. Kar izvolite. Ja, bi mogoče se bi izognila takemu posploševanju. Namreč ni res, da je 20 ur samo slovenskega jezika. 20 ur je samo za te otroke, ki so prišli z tako imenovanega begunskega vala, samo za uvajalnico. Poleg tega vsi otroci, ki so vključeni prvo in drugo leto v slovenski šolski sistem in so prišli iz tuje države, dobijo precejšnjo število ur dodatne strokovne pomoči za učenje slovenščine. To je prva stvar, ki bi jo hotela poudariti. Druga stvar pa, res je, povedala sem že, intenzivno sodelujemo trenutno predvsem s temi 6 šolami, ki imajo vključene otroke iz tako imenovanega begunskega vala. Kadarkoli pa imajo šole problem, ko imajo večje število priseljencev ali pa enega in kontaktirajo Ministrstvo za izobraževanje, naj bo to sektor za osnovno šolo ali pa če je to sektor za srednjo šolo, vedno dobijo informacije, kako postopati v tem primeru. Kar se pa tiče informacij za vse šole, je pa ministrstvo
Najprej to, strategija je bila res objavljena 2007, smernice so bile objavljene 2012, medtem ko je v letošnjem letu ministrstvo objavilo spletno stran, v katerem je zelo podrobno razloženo postopkovnik dela z omenjeno populacijo otrok, ki prihaja. Na spletni strani so kot pomoč učiteljem napisana vsa gradiva, tudi gradiva, ki so nastala res izredna kvalitetna preko Centra za slovenščino, ki so nastala v letu 2015 in so izredna iztočnica za poučevanje slovenščine kot drugega jezika. Prav tako so opredeljene tam medkulturne delavnice, literatura, ki je pravzaprav učiteljem v pomoč pri njihovem delu in seveda tudi usposabljanja za omenjene učitelje in pa za vodstvo šol. Ravno kar je išel razpis z naslovom Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc, kjer so res precejšnja denarna sredstva namenjena predvsem ukvarjanju in opolnomočenju učiteljev z omenjeno populacijo. Kar se pa tiče zadnjega vprašanja, ko ste apelirali tudi na to, da so otroci ostanejo v Mariboru, mi smo seznanjeni s to problematiko, se zavedamo tega, zavedajoč tudi tega, da ko bodo prišli novi otroci in ko bodo razdeljeni pravzaprav po različnih predelih,